V bistvu je osnovna tematika letos to, kaj lahko lokalne skupnosti naredijo za to, da bo več gibalno aktivnih Slovencev. Tema je pa tudi absolutno pozitivna naravnanost do dolgoživosti, ne? In srečno živosti, kot rada dodam jaz, torej da vsak posameznik v prvi vrsti sam pri sebi, da rečem, opolnomoči in se pripravi na to, da bo prevzel odgovornost, da bo skrbel zase, da bo telesno dejaven. Edino z skupnim celovitim, koordiniranim naslavljanjem javnosti, v današnjem primeru lokalne skupnosti, kako pomembno je gibanje, bomo seveda naleteli na plodnejša tla. Zelo rada uporabljam, bom rekla, mantro, ki se ji reče, da zdravje nastaja tam, kjer ljudje živijo, se izobražujejo, delajo, se igrajo in se imajo radi. Zato je zelo pomembno, da različni deležniki in partnerji, ki delujejo v skupnosti, združijo moči, ocenijo potrebe ljudi, pripravijo skupni strateški načrt, kako se bojo lotili ohranjanja zdravja ljudi. Dolgoživost je nek termin, ki ni povezan samo z leti življenja, ampak s kakovostjo v bistvu življenja v teh letih. Mi seveda razumemo vadbo kot zelo pomemben dejavnik, ki vpliva na to, da res doživimo dolga leta zdravo, da lahko v teh letih živimo kakovostno, samostojno. Prihajam iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje, iz območja NT Maribor, pa sem prišla, ker delam na področju telesne dejavnosti in gibanja. Prišla sem na posvet zaradi tedna športa, ki je pred nami, tako da najdem precej dobrih informacij in uživam v tem, kar se lahko tukaj naučim na novo.